Spoštovano občestvo, to seveda ni duh, ampak sem jaz, Senca. Nahajam se v Ljubljani nasproti BTC-ja, seveda se opravičujem. Na lokaciji partizanskega spomenika, tukaj je tudi črna mačka. Črna kot ater, temna materija, temna energija, ampak to ne pomeni negativizma, da se razume. Ampak pretežne sestavne dele vesolja. Treba se o tem podučiti. In čas je, da spregovorim o nekaterih zablodah, ki se v tej slovenski ksenofobni družbi gojijo in za katere upamo, da se ne bodo še intenzivirale, če se izvoli vlada, ki je naklonjena dajanju vsega, kar je bilo nekoč v nič in v bistvu oziroma dejansko sama ne pokaže nekih smiselnih rešitev oziroma nadomestil za tisto, kar je po njihovo nič vredno. Torej, nahajam se na lokaciji partizanskega spomenika. Ko sem bil otrok, smo to še znali častiti in negovati. Sedaj vidimo, da je faza uničevanja oziroma proces uničevanja tudi tukaj na delu. In strašljivo je videti, da mlade generacije o teh dogodkih nimajo podajanih pravilnih, ustreznih vsebin. Vse je obarvano z neko ideologijo, ker bi naj nekoč bilo tako, ne trdim, da ni bilo, trdim pa, da je treba dojeti bistvo. In sicer pogledamo tole parolo. Za trajen spomin na borce, talce in žrtve fašističnega nasilja. Vaša žrtev 1000-krat živi, iz njena vstaja sonce lepših dni. In tu vidimo, da to nima nobene veze s komunizmom, socializmom, s kretenizmom, z Vatikanom, z rdečimi, črnimi, belimi, impotentnimi, potentnimi, lepimi, grdimi. To ima veze z naravnimi zakoni. In sicer človek nauči se na izgubi, kako pomemben je obstoj. In še enkrat vam povem, sedaj v tej kriminalni Sloveniji, ki jih lahko tako rečemo, je vse preveč poudarka dajano na to, kako bi naj bilo to vse slabo. In mlade generacije imajo izkrivljen pogled na dogodke tistih dni, ki pa so takrat bili iz takšnega zornega kota minimalističnega podajanja, kaj bi to naj bilo, v bistvu zelo preprosti. Prišel je okupator, pobil inteligenco v vasi, to je sedaj en takšen splošen primer, in oprli so se mu kmetje, ki takrat se tako ali tako s politiko niso bavili, niso se borili ne za Tita, ne za Hitlerja, ne za nikogar drugega, ampak za svoj naravni nagon, da bi preživeli na svoji zemlji. In to naj vam slej ko prej vsem, ki to blatite, potegne, da so se konec koncev ti ljudje teoretično borili tudi za kapitalizem, s tem, da je Slovenec tisti, ki tukaj ima besedo. In to naj vam postane jasno, da se niso borili zgolj za en sistem, ampak za svobodo. Še nekaj čustev sem to spustil, ker sem dejansko frustriran, kaj se dogaja. Smo polni okrog nas, seveda v družbi polni sovražnega govora, nagibov, tudi dejanj, in čas je, da se to prekine in da tako levi, desni, zgornji, spodnji in vsi, kot že rečeno, prejšnji spekter dojamejo, kaj pomeni ustrezno spoštovati tistega, ki je življenje dal za to, tudi dala ženska, da danes nisi tretjerazredni suženj Tretjega rajha. To naj vam potegne. Niso se borili zgolj za Tita, oziroma nekateri sploh ne, ampak zoper bolestno idejo Tretjega rajha, kjer bi nekateri narodi bili sužnji. Vam je jasno? Jasno. Dobro.